Najprej moram smeti vendati. No, danes pa, tako kot Američani temu rečejo, due to popular demand in to ob zlati uri par besed v avtu, ki me na morje pripeljal. Sladkokislih ne bom delal z razlogom in to zato, ker sem naredil sladkokisle v Zafiri že v vlogu 203. Jaz se bom danes v tem vlogu skoncentriral na tiste stvari, ki ta avto naredijo pa vsem malo bolj posebenega. A veš, to, ker tale Zafira je kar dobro nalovdana. Najbolj za začetek povem čisto golo osnovo, ne. Oprema je innovation, tisti, ki se na Opel spoznate, veste kam to sod? Motor je 2-litrski dizelski 170 konji, menjalnik pa ročen. Če bi se šli sladkokisle, ne, bi jaz hitro rekel, da bi moral reči avtomatskega. Mislim, če ga gledam skozi družinske oči, pa veš, dolge proge, udobje pa tako naprej. No, ampak nima veze, taka različica drugače v osnovi stane dobrih 28 jurjev. Ampak ta avto tukaj ima pa še za dobrih 8 jurjev pa pol dodatne opreme. Zdaj v FlexFixu to je v bistvu integriran pretlažnik koles, ki je spravljen tukaj noter, ne bom več zgubil besed, to mislim, da ste videli par vlogov nazaj. Zakaj gre? Mogoče samo to, da se ga sproš tukaj, pa da je cela zadeva res enostavna, vidiš? Mislim, od tukaj naprej ga sam še razstaviš, pa kolesa gor vržeš. Če si mal izvežban, pol, pismo, 10 minut nimaš kaj dela. Ena beseda, zaradi katere bom pa z veseljem zgubil kakšno besedo, je pa tole panoramsko steklo nad mojo glavo. Glej ga. Po mojem še nisem peljal Zafire s tem. Tam ali je bilo všeč, pa vedno tako pravim. Ne stane jurja 130 ali nekaj tacga, pa če družinski proračun to omogoča. Zračnost kabine je zaradi tega večja, pa tam ali mi je tudi ful všeč. Ponovadi sem rekel, veš, kakšni nebe sistema, ne, in mi je čisto vseeno, imajo gor šipa ali pa pač nimajo. No pa je pa tukaj ena stvar, ki mi je pa definitivno prav prišla, kul je. Zdaj, kako to bo kazalo, da se bo v redu videla, veš? Samo nekako lepo snavam, tako da mogoče. To sem pa tudi že pokazal v vlogu, ki smo se dol peljali, lej. Zdaj na tem posnetku se niti ne vidi kakšna ful razlika, ampak si pa tukaj na vozniškem sedežu je pa razlika kar velika. Pazi, mogoče z tega kota boljš zgleda, lej. Veš, koliko ekstra lufta imaš tukaj? Ni sonce. Ole, kakšen fler, ga vidiš, ta krogec tukaj. Jaz imam ful rad flere, eni jih sovražijo, jaz imam pa ful rad. Pa tele feltne tukaj, 19, ki stanejo 510 evrov, pa moram reči, da zgledajo džazno. Mislim, tako, ko gledaš po konfiguratorju, ne, po moje bolj luštnih za Zafiro, sploh če je bela, ker te so pač temne, ne najdeš kakšne, ki bi bolj pasale. Je pa tudi res, da jaz nisem ziher, če bi si jih umislil, ne. Mogoče bi mu reči eno colo manjše, pa zato pike so več udobja. Pa ne, da je avto neodoben, daleč od tega, ampak jaz v družinskem avtomobilu vedno gledam na to, da je pač udobja maksimalno, kolikor ti ga avto lahko ponudi. Kaj še za povedati, že sem malo? Paket za pomoč voznika, mislim, se tako imenuje, pa številka 2 je zraven. To med drugim, pač kaj so podrobnosti, si pejte magar na spletno stran pogledati, ampak med drugim to pomeni tudi pameten tempomat, predvsem zato, ker je tudi lepo odziven. To se pravi, ko hočeš prehteti, ne čaka, da si povsem na svojem pasu in potem pospeš, ampak že vmes začne, tako da dosti zvezno deluje. Po tem športnem stilu, ne, ker dajmo si priznati, ne, tale Zafira, ki je tako lepo gledaš, vsem hoče malo športno zgledati, ima tudi tale spoiler za 170 evrov. Šit, sem vedel, sem nekaj pisal povedati, skar sem se odpeljal. Najprej moram smeti vendati. Pa ne bom jih na plaži pustil, samo toliko, da posnamem. Veš, ta avto ima nekaj, kar se reče ergonomski športni sedeži, mislim, tako jih Opel imenuje, ne, in to mi je bistveno bolj pomemben, kot to, da sta usnjena. Pač meni je za usnje, to sem po mojem že parkrat povedal vseeno. Ampak to, da ti pa zid nudi dosti opore, pa predvsem, da je udoben, to mi je pa pomemben. V glavnem, ja, to je še ena stvar, ki ta avto ima, stane pa 600 evrov, meni se zdi kar dober deal, no. Lik sonček gre dol. Se vidi v šipi, lej. Škoda sta s Tino včasih delala, ne? Ponovadi sva vedno na plaži počakala, kdaj do točno tega trenutka in ker je bil sonce že tik nad tem, recimo kakšne pol minute ali pa 45 sekund stran od tega, da se bo potopil, sva držala sapo in pol čakala vse do trenutka, ko sonca ni bilo več. Šmo skupaj. Držiš! Še mal. Evo ga, pa je šel. Mimogrede, a se ti kdaj ustaviš takole, kaj je ful lepega, pa pustiš stvari, ki jih počneš, pa daš malo mir, pa gledaš, pa razmišljaš, kako so ene stvari lahko na svetu lepe, pa jih dostikrat sploh ne opazimo, recimo tole. A narediš da je to? A ne? Pa dej.